Pozdravljeni. Rak prostate je danes najpogostejši rak pri moških, rak mot pa najpogosteje prizadene mlajše moške. O znakih, diagnostiki in zdravljenju se bom danes pogovarjala z urologom Joštom Janšo iz UKC Ljubljana, ki vsakodnevno srečuje moške z rakom prostate in mot. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem. Zakaj je rak prostate pri moških tako pogost? Ja, rak prostate je pri moških najpogostejši rak. Samo v Sloveniji letno odkrijemo več kot 1600 primerov tega raka. In pričakujemo, da z leti se bo ta številka še večala. Rak prostate je zelo povezan s starostjo. Pogosteje prizadene starejše moške, zato se tudi s staranjem prebivalstva rak prostate pogosteje pojavlja. Pa ga je danes več, kot ga je bilo včasih? Predvsem to pripisujemo temu, da moški živijo dlje in pa da imamo boljšo diagnostiko. In nekoliko tudi večjo osveščenost, tako da se moški tudi kljub vsemu nekoliko pogosteje odločajo za preglede pri urologu in nekako sklepamo, da iz tega izhaja ta povečanje primerov raka prostate. Ali rak prostate pri moških lahko neko obdobje poteka brez vidnih težav oziroma kateri so prvi znaki, ki opozorijo moškega, da nekaj ni v redu? Ja, ravno za rak prostate je značilno, da na začetku oziroma precej dolgo časa poteka brez kakršnihkoli težav. Razlog za to tiči v tem, da se rak prostate najpogosteje razvije v predelu prostate, ki ni blizu sečnice. In torej kot tak ne povzroča nekih težav, zato ga je v zgodnjih fazah na podlagi samih težav težko zaznati. V kasnejših fazah, ko zraste, lahko povzroča težave, ki so sicer tipično značilne bolj za benigno povečanje prostate, torej nerakavo povečanje prostate. Te težave so težji začetek uriniranja, uriniranje po kapljicah, slabši curek uriniranja, včasih lahko tudi kri v urinu. Glede na to pa, da na začetku ne povzroča nekih težav, se moramo tukaj zanašati na krvne teste, vsaj v začetni fazi, za dovolj zgodnje odkrivanje tega raka. Kaj pa pomeni vrednost PSA, ki jo določate, na podlagi katere se potem odločite, kako naprej? No, prav pri PSA gre za krvni test, ki sem ga že malo namignil pri prejšnjem vprašanju. Gre torej za test, ki pokaže neko dogajanje v prostati. In kot tak je zelo natančen pokazatelj, da se v prostati nekaj dogaja. Nažalost pa ni povečan zgolj ob raku prostate. PSA lahko zraste tudi ob povečani prostati, lahko zraste ob vnetju prostate, tudi zanimivo pri intenzivni vadbi, kot je kolesarjenje, ker pride do fizičnega pritiska na prostato in s tem lahko PSA tudi naraste. Tako da je pokazatelj za dogajanje v prostati, ni pa zelo specifičen, kot rečemo, za samega raka prostate. Bi pa brez tega PSA-ja nekako težko v zgodnjih fazah pri moških raka prostate dejansko odkrili. Od katerega leta naprej pa bi svetovali, da moški dajo pregledati PSA v krvi? Rak prostate narašča s starostjo in predvsem se njegova pogostost poveča po 50. letu. Tako da nekako po 50. letu bi bilo svetovano za vse moške, da se udeležijo pregledov oziroma da oddajo kri za PSA. V primerih, da so imeli pa moški kakšnega svojca, ki je imel raka prostate že zelo zgodaj ali pa je imel bolj hudo obliko raka prostate, pa se lahko morda pogleda PSA tudi že pri 45 letih. Pravite, da povišan PSA nakaže, da se s prostato nekaj dogaja. Kako pa potem določite, zakaj natančno gre? Torej pri bolnikih, ki pridejo k nam s povišanim PSA, mi opravimo pogovor, pregledamo bolnika, ob tem opravimo tudi poseben pregled, mi temu rečemo digitorektalni pregled, ko gremo s prstom v rektum in potipamo prostato. S tem zatipamo velikost prostate, ali je kakšna zatrdlina, ki bi nakazovala za raka v sami prostati.
Včasih se tudi odločamo za ultrazvok sečil, ker se pogleda celotno stanje sečil in nekoliko natančneje tudi velikost prostate. In če mi ob našem pregledu začutimo, da obstaja neka večji sum za raka, ponavadi bolnika napotimo tudi na magnetno resonanco prostate, in ta nam potem pokaže v prostati določena sumljiva področja. Torej področja, ki so sumljiva za to, da bi bila lahko rakava. Če do tega pride, da dobimo tak izvid magnetne resonance, se z bolnikom pogovorimo in ponavadi je v takšnem primeru potrebna biopsija prostate. To je preiskava, pri kateri upravimo transrektalni ultrazvok, s katerim si prikažemo prostato in nato s pomočjo posebnih igel vzamemo več vzorcev iz prostate. Te vzorce nato pošljemo na preiskave in patolog nam potrdi, ali je rak, včasih tudi ni rak. Zdaj, kot zanimivost, v zadnjih letih se pojavljajo tudi na trgu različni biomarkerji, ki še niso zelo razširjeni oziroma niso še povsem dostopni, ki so nekoliko bolj natančni kot PSA, vendar pa je tukaj problem njihova cena, ker so nekoliko dražji. Ti recimo lahko pri moških zmanjšajo število nepotrebnih biopsij za skoraj 50%. To pa je velika številka, ja. Ja. Kako zdravite rak prostate? Kakšne so vse možnosti v sodobni medicini? Ja, ko enkrat pride do diagnoze raka prostate, se moramo potem z bolnikom nekako odločiti glede samega zdravljenja. Ponavadi se z bolnikom pogovorimo, nekako upoštevamo tudi njegove želje, mu pa razložimo vse možnosti. Če gre tukaj za lokalnega raka, se pravi raka, ki smo ga odkrili v neki zgodnji fazi, da je omejen na samo področje prostate, mu ponudimo bodisi kirurško zdravljenje, to pomeni odstranitev celotne prostate, ali pa obsevanje prostate. V nekaterih primerih, ko je pa rak zelo nizkorizičen, zelo nenevaren, bolnikom ponudimo celo aktivno opazovanje. To je ena izmed novosti v zadnjih letih, ker odkrivamo vedno več rakov, ki niso tako rizični in raziskave kažejo, da tudi niso tako nevarni. Vsaj v začetni fazi spremljanje tovrstnih rakov povsem legitimna možnost. Potem hodi pacient na kontrole na 3-6 mesecev. Na nekaj mesecev hodi na kontrole, oddaja PSA, večkrat ponovimo tudi magnetno resonanco in včasih, ko vidimo, da se morda dogaja nekaj drugega ali da je ta rak šel v bolj nevarno obliko, je potrebna celo ponovna biopsija. Pri zdravljenju raka, ki se je pa razširil izven prostate, je pa zdravljenje nekoliko drugačno. Tukaj je predvsem v ospredju hormonsko zdravljenje. Torej, tukaj gre za sistemsko zdravljenje, kjer bolniki dobivajo hormone, bodisi v obliki tablet, bodisi v obliki injekcij. Namreč rak prostate je od moških spolnih hormonov odvisen rak. In če te hormone zavremo, ponavadi tudi aktivnost tega raka zmanjšamo. In zelo lep podatek je tudi to, da v zadnjih letih prihaja do toliko novih zdravil na tem področju, da tudi razširjena oblika te bolezni, raka prostate, ni več neka smrtna obsodba. Ti bolniki lahko z zelo razširjeno obliko bolezni živijo še 10 let ali več. To je zelo optimistično. Kakšni pa so neželeni učinki zdravljenja, na primer hormonskega? Pri hormonskem zdravljenju je predvsem problem, da zavremo testosteron, moški spolni hormon. S tem pride do motenj erekcije. Tudi lahko pride do večjega pojava osteoporoze. Kljub temu, da je osteoporoza bolj v osnovi pogosta pri ženskah, ker zavremo moške spolne hormone, je osteoporoza pogostejša pri teh bolnikih. Tako da nekaj stranskih učinkov imajo, ampak ta nova zdravila nimajo zelo hudih, sploh ne v primerjavi s kakšno kemoterapijo, ki je pri raku prostate zelo redko potrebna. Ali moški kaj raje hodijo k urologom kot včasih? Imajo še vedno kakšne predsodke, sram?
Ja, mislim, da se je to stanje nekoliko izboljšalo, da je vedno več moških pride na pregled k urologu. Tudi mislim, da osebni zdravniki zelo pogosto že sami moške spodbujajo k temu, da oddajo kri za PSA. Tako da tukaj je nek pozitiven trend, še vedno pa se vidi kakšne moške, ki pridejo šele, ko je PSA vsaj 100-krat povišan, ko so že imeli težave. Imel sem tudi več takih primerov, da so bolniki že imeli napotnico recimo pred 1 letom, 2 letoma za urologa, pa se niso prijavili in so potem prišli šele z neko razširjeno obliko bolezni. Kaj pa vam rečejo, zakaj ne pridejo takoj? Ponavadi nekako ne odgovorijo čisto točno na to vprašanje, bolj vidiš, da je tle v ozadju nek strah, verjetno so navajeni iz življenja, da ne smejo pokazati, da so toliko ranljivi, ne? In se mi zdi, da če pridejo na pregled, da se pokažejo v neki drugi luči, ne? In posledično se teh pregledov izogibajo. Mogoče tudi zaradi tega, ker je pregled malce neprijeten? Ja, zagotovo je to tudi faktor, sploh pri takem pregledu, ki je morda na nek način celo malo bolj intimen kot recimo pregled kakšnega drugega organa. Gotovo, ja. Tako da velikokrat se moški do tega bojijo. Ampak mislim, da tukaj je treba moške spodbujati k temu, da se teh pregledov udeležujejo tudi. Treba se je zavedati, da tak pregled ne traja dolgo časa. Seveda. Večina našega pregleda v bistvu se stoji iz pogovora, gledanja izvidov in drugih stvari kot samega pregleda. Ta del pregleda, ki se ga bolniki najpogosteje bojijo, je ta digitorektalni pregled, torej pregled prostate s prstom. Ta traja zgolj nekaj sekund, tako da tukaj neke dolgotrajnega bolečega pregleda ni za pričakovati. Ja. Razumem, ja, neka kombinacija je, pa verjetno te mlajše generacije lažje sprejemajo ta pregled, ker smo vendarle veliko tudi naredili v medijih, pa z akcijo Movembra. Ja, se mi zdi, da je tega precej pri mlajših, precej več tega, da včasih celo kakšni, ki še niso toliko stari, da bi lahko zelo pričakovali raka prostate, pridejo na tak pregled. Tako da mislim, da pri mlajših je sploh to tudi, to je morda pri enem drugem raku, ki ga bomo danes še omenili, tudi drugače, ker je prizadene bolj mlajše bolnike, pri raku mot. Tukaj vidimo, da veliko bolnikov hodi tudi z manjšimi zatrdlinami v testisu ali z manjšimi težavami do urologa v primerjavi z recimo to generacijo, ki hodi na pregled zaradi raka prostate. Potem so te mlajše generacije malo bolj ozaveščene, tudi bolj pogumne, ali pa smo enostavno živimo v takšnem svetu, da se ljudje bolj ukvarjajo sami s seboj, kot so se generacije prej. Ja, mislim, da je kombinacija tega vsega, da se bolj ukvarjajo sami s sabo, bolj pozorni na to in mogoče tudi, da je mal drugačen pogled na to, kaj je pogum. Da včasih je bil pogum, da si se delal, da te ne boli, če te boli, danes se pa mogoče je bolj prisotna miselnost, da je pogum v bistvu to, da se ti soočaš s tem, da te boli in tudi o tem spregovoriš. To ste zelo lepo povedali. Pri raku mot ste že rekli, da večinoma obolevajo mlajši moški, zato je zelo pomembno samo pregledovanje. Na kaj naj bodo moški pozorni? Ja, rak mot je zelo drugačen od raka prostate, ker prizadene moške, ki so zelo mladi, med 20 in 40 letom starosti. So tudi starejši, ampak redko, najpogosteje v tem obdobju. Ponavadi se, za razliko od raka prostate, ta rak da zatipati, da se ga ugotoviti brez krvnih preiskav. Ponavadi bolniki zatipajo zatrdlino v predelu testisa, morda povečanje testisa, včasih tudi kakšen občutek teže v predelu mot. Je pa tipično za raka mot,
da v začetku so te zatrdline neboleče. Torej, neke bolečine v začetni fazi načeloma ni, tudi nekega občutka drugačnega v modu ponavadi ni. Ponavadi je prav zatrdlina, bula, izboklina tista stvar, ki je pokazatelj raka na modih. Tako da ravno zaradi tega je potrebno samo pregledovanje. Ker če te nič ne boli, ne moreš drugače zatipati, kot da si redno pregleduješ moda. To se izvaja vsaj enkrat mesečno. Mi svetujemo bolnikom, da najbolje po tuširanju, ko je ta koža v predelu mod nekoliko toplejša, se da lažje zatipati in pregledajo celotno površino obeh mod, vidijo, če je kakšna zatrdlina, bunka, kakšno povečanje, kakšna neravna površina v predelu testisov. In v vsakem takem primeru, ko nekaj zatipajo, kar ni običajno ali pa nekaj, česar ni bilo prejšnji mesec, je potreben potem urološki pregled. Bi pa tle povedal, da ni vsaka stvar tudi rakava. Zelo pogosto pri modih odkrijemo tudi kakšne nerakave spremembe, ampak kljub temu brez pregleda in ponavadi tudi brez ultrazvoka mod ne moremo razlikovati med tem, ali je neka zatrdlina rakavega izvora ali gre za neko benigno spremembo. Na kakšen način pa zdravite rak mod? Pri raku mod je v prvi vrsti v ospredju kirurško zdravljenje. To pomeni, da je potrebna odstranitev celotnega testisa na eni strani. Sama operacija je zelo odvisna od tega, kako zgodaj bolniki pridejo k nam. Namreč, če bolniki pridejo z majhnim tumorjem v testisu, začetno obliko raka, je ta operacija zelo enostavna na nek način. Bolniki gredo ponavadi že naslednji dan domov in nekih večjih stranskih učinkov te operacije nimajo. Gre za zelo podobno operacijo, kot je operacija kile. Tudi na podobnem mestu se odvija. Po drugi strani pridejo pa včasih kakšni bolniki, ki so čakali dolg časa, ki so mislili, da bo zatrdlina v testisu šla nazaj in testis je rastel. In ti, ko pridejo z večjim testisom, z večjim tumorjem, je pa v takem primeru potrebna nekoliko večja operacija, sicer na podoben način, ampak sama odstranitev je nekoliko težja, ker je tam že sama koža toliko bolj raztegnjena, je treba malo več odpreti. Tako da tukaj je že sama operacija lažja, če bolniki pridejo k nam prej. Ko je ta operacija zaključena, včasih bolnikom po odstranitvi testisa ostavimo tudi tako imenovano testis protezo. Ta ima praktično zgolj estetski učinek, zato da imajo nekako moda simetrična. Ponavadi to stavimo na mesto, kjer smo modo tudi odstranili. Ponavadi imajo bolniki potem še pregled na Onkološkem inštitutu v sklopu konzilija, kjer se odločijo glede na samo velikost raka, na obliko raka, ali je potrebna potem še kakšna kemoterapija. Kako uspešni pa ste pri zdravljenju in raka prostate in raka mod? Omenili sva že, če je pravočasno, v zgodnji fazi je verjetno izjemno tudi visoka uspešnost. Ja, tukaj za oba raka moramo reči, da je uspešnost zdravljenja v začetnih fazah zelo dobra. Tako da tako pri prostati kot pri raku mod, če odkrijemo lokalno obliko bolezni, je učinkovito zdravljenje zelo dobra. Če odkrijemo bolezen nekoliko v bolj poznih fazah, pa lahko tudi za obe obliki bolezni rečemo, da na nek način je stanje boljše kot pri kakšni drugi bolezni. Rak prostate je praktično skozi leta postal ne ravno ozdravljiv, ampak neka bolezen, ki tudi v razširjenih fazah lahko bolniki živijo z njo še leta in skoraj normalno funkcionirajo.
Tudi pri raku mot, včasih, če je stvar zamujena, je spodbudno to, da se ta rak na kemoterapijo zelo dobro odziva in se lahko celo te razširjene metastaze, kot mi temu rečemo, tudi zmanjšajo ob uporabi kemoterapije. Včasih sledi tudi dodatno kirurško zdravljenje pri teh bolnikih. To izgleda tako, da odstranimo tudi bezgavke v trebuhu. Torej, vrstni red je v takem primeru tak, da najprej odstranimo modo, potem bolniki dobijo kemoterapijo in če se na kemoterapijo dobro ne odziva, lahko mi še vedno odstranimo bezgavke v trebuhu. Spravi, kar nekaj možnosti. Tako da možnosti je tukaj zelo veliko. Samo prideti je treba, ne? Je pa tako, da v vsakem primeru, pri obeh rakih je tako, da če je neka začetna oblika bolezni, je zdravljenje bolj enostavno, manj stranskih učinkov, preživetje praktično 100%. Bolj pozno, ko pridemo, več je možnosti za neko zdravljenje, ki lahko pušča trajne posledice, ali pa tudi za to, da ne bomo tako uspešni pri zdravljenju. Tako da tukaj je ključno, da bolniki pridejo čim prej do nas, da se čim prej začne zdravljenje. In da vedo, da jim ne bo hudega, ne na pregledu, ne v nadaljevanju zdravljenja. Zdravljenje, kot ga opisujete, je res zelo učinkovito. Eno drugo temo bi še rada odprla z vami. Veliko govorimo pri ženskah o urinski inkontinenci. Pri moških je tudi ta bolezen obstaja, je lahko tudi posledica raka prostate in tako. Kako moškim pomagate pri urinski inkontinenci, ki je tudi izrazito lahko čustveno močno vpliva na moške? Ja, pri moških je to stanje nekoliko drugačno kot pri ženskah. Ponavadi se urinska inkontinenca pri moških pojavi bolj kot posledica zdravljenja raka prostate. Torej, najpogosteje do urinske inkontinence ravno zaradi tega vzroka pri moških pride. Na srečo smo v zadnjih letih izboljšali lokalno zdravljenje raka prostate, kirurške tehnike so se izboljšale, nekako vse gre v smer tako imenovane minimalno invazivne kirurgije. In ob teh izboljšavah je tudi pojav urinske inkontinence redkejši, kot je bil. Še vedno lahko seveda do tega po operaciji pride. Predvsem je tukaj ključno, da bolniki po operaciji začnejo redno izvajati vaje za medenično dno. Te vaje izboljšajo mišice v tem predelu in lahko tudi še nekaj mesecev po operaciji pride praktično do izboljšanja teh težav. Ukolikor se te stvari ne uredijo same od sebe, je seveda tukaj zelo zoprno za moške nekako to dojemanje, da jim urin uhaja, da morajo nositi vložke ali plenice. V takem primeru obstajajo možnosti kirurškega zdravljenja, da se namesto prehoda mehurja v sečnico namesti, podobno kot pri ženskah, nek trak, ki v bistvu uhajanje urina zmanjša. Mislim pa, da je na srečo danes tega po tovrstnih operacijah nekako vedno manj. Tako da ni to neko stanje, ki bi bilo zelo pogosto. Jim lahko pomagate tudi zdravili? Zdravila preprečujejo prekomernost sečnega mehurja, da bi bil preveč aktiven? Tukaj je pa seveda, tukaj poznamo še drugo vrsto inkontinence, ki je tako imenovana urgentna inkontinenca. Ta pa je posledica prekomerno aktivnega sečnega mehurja. Ta ni načeloma posledica operacije prostate. Ponavadi se pri moških prekomerna aktivnost sečnega mehurja razvije v povezavi s povečano prostato, ker povečana prostata izvaja določen pritisk, ker mora moški bolj pritiskati oziroma mehur se mora bolj truditi, da iztisne vodo ven, se mehur na
nekako prilagodi na ta način, da postane preveč aktiven. In v tem primeru imamo na voljo različna zdravila. Podobna zdravila uporabljamo tudi pri ženskah za zdravljenje prekomerno aktivnega sečnega mehurja. Ta zdravila delujejo tako, da v bistvu mišice mehurja na nek način umirijo, da je manj teh pogostih pozivov na vodo, manj uhajanja vode. Predvsem gre v tej situaciji za uhajanje vode, ko nekoga prime na vodo in želi iti do WC-ja in v vmesnem času mu že uide. Temu se reče urgentna inkontinenca, ko ne zdrži priti do stranišča, odkar je začutil, da ga tišči na vodo. Je res, da je treba iti takoj lulat, ko te tišči? Ali lahko nekaj časa počakaš? Zdaj, to je zelo različno od posameznika do posameznika, kako začutiš ta impuls. Načeloma prav takoj ni potrebno, ni pa dobro preveč dolgo časa držati, da bi se zelo nekdo trudil držati. To ni zdravo. Ni pa potrebno tudi ob vsakem ta prvem impulzu, ta prvem želji po uriniranju iti na stranišče. Torej ne tako kot ženske, ko gremo lulat takoj, ko nas prime. Ja. Tudi zaradi tega, ker imamo manjši mehur. Koliko pa je manjši ženski mehur od moškega? To je pa nekako zelo različno. Nekih točnih podatkov tukaj ni, koliko je manjši ženski mehur od moškega. Nekako 20% bi bila ta kapaciteta manjša. Je pa pri ženskah še to treba vedeti, da je sečna pot krajša. In zato se ob tem, ko se mehur prekomerno napolne, lahko hitreje pride do uhajanja vode kot pri moških. Pri moških je sečna pot relativno dolga, pri večini moških je v tem predelu prostate še nekoliko utesnjena in neke bojazni za uhajanje vode ob odsotnosti operacij ni na tak način kot pri ženskah, ko lahko že ob kihanju tudi pri kakšnih ženskah, ki nimajo resnično inkontinence, včasih voda uide. Ja, razumem. Kaj bi lahko rekli? Kakšen nasvet bi lahko dali moškim? V novembru smo, ko še posebej opozarjamo na možnost razvoja raka prostate in raka mot. Kakšni so ukrepi, ki bi jih vi svetovali moškim? Jaz mislim, da prva stvar je, da se je treba o tej stvari pogovarjati. Da nekako bolj, ko bomo sprožili pogovarjanje o teh temah, bolj, ko bo to odprto, bolj bomo nekako odvzeli, da je to tabu. Ne bo več tak tabu, če se bomo o tem pogovarjali. Mislim, da tle imajo ključno vlogo tudi mediji, da opozarjajo na to vrstno problematiko. In morajo se moški zavedati, da v bistvu na nek način pogum mora biti v tem, da ti pristopiš k reševanju težav, če jih imaš, ali pristopiš na zdravstveni pregled, in ni to pogum v tem, da te stvari nekako potiskaš v podzavest. Na srečo imate pa moški tudi pametne ženske, ki vas potem napotimo k urologu. Ja, to je pa druga plat v bistvu, tako da vedno je treba tle gledati v paru, ne? Ja. Tudi če moški je malo bolj zadržan, mogoče pa ženska malo bolj odprta do teh stvari in ga prej prepriča za to, da se odloči za to vrstne preglede. Ampak kakorkoli bi jaz rekel, da pregled je kratek, urološki, odvzem PSA za raka prostate je še krajši in skoraj ne boli, razen tega oboda igle. Reši pa lahko življenje. Tako da tukaj je treba na ta način razmišljati. Prav, najlepša hvala, da Hvala ste tudi prišli. Ko moški pravočasno spregovorijo o težavah in opravijo pregled, lahko ohranijo zdravje in življenje. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.